ko smo že glih pri tvojih izdelkih, me zanima, kakšne so licenčne omejitve, ker ne prodajaš samo merča, ki apelira na tvoj brand, ampak tudi iz anime, naprimer iz Spy Family in tako naprej. To je ful različno, pač spet, jaz sem to ogromno researchatela in še zdaj mi ni prav jasno. Zdaj, če gledaš ene igre, kot naprimer Genshin, oni dajo dovoljenje copyright za vsaka, lahko kdorkoli naredi merch, pa ga prodaja. Free promotion za njih, verjetno. Zdaj pa je odvisno, moraš, zdaj pa je odvisno, za kateri anime creatorsi nočejo, da delaš merča, eni pa jim je rabiš običajno copyright license, ampak na konvencijah ni taki problem prodajati, problem bi bolj online prodajati, ker tam te pa lahko bolj... Zdaj pa moraš paziti, kateri so kateri pa ne, ker včasih imaš tudi kakve creatorje, ko bodo prišli na anime, pač convention, pa bodo videli, da prodajaš iz njegovega animeja merch, and they'll be happy about it, because it's promotion for them. Video, you share love for anime. In I would do nič rekli. It's like, oh, you got my anime's merch. That's so sweet. To dosti poslušam, ampak tudi ko sem druga se tudi spraševala, kak je s tem. Ogromno so tudi tiste, ko online prodajo, sem spraševala in so bili si tak, technically you shouldn't, but you can get permission and also moraš paziti. Tako da moraš, zato jaz vedno gledam, pazim, kaj lahko, kaj ne, ki so občutljivi, ki je zato vedno pazim, katere karakterje lahko.